Gudauri panorama. Hello, hello. To je najin avto za naslednjih 9 dni in smo pripravljeni na čim bolj normalno vožnjo tule po Gruziji. Mende bo. Evo. In se peljemo. Po Tbilisiju, kar je kar izziv. No, da vidimo. Kje ste turisti, da vzbijemo? Ja, zdaj imaš srečo, ko so dosti prazne ulice. Pospeški mu še ne grejo, klele neki na hiter gremo po gasu. Ja, sem že gruzijski voznik, avtomatsko rato. Ojoj, no, lepo pel. Tole je pa next level. Dan začenjamo malo izven Tbilisija, pri ogromnem spomeniku Chronicles of Georgia, ki ni bil v resnici nikoli popolnoma zaključen. Ti veliki 30-metrski težki stebri pa predstavljajo življenje in zgodbo Jezusa Kristusa. Hejla, hej, skoraj sem te zgubila tlele. Res sem isto veliko stebri. Ne, varovalne barve si. Te ekipe je zasnoval umetnik Cereteli, ki je zanimivo eden najljubših umetnikov Vladimirja Putina. Lokacija je bila pa strateško zbrana direkt nad Tbilisijskim jezerom. Midva se bova po Gruziji peljala mimo številnih cerkva in svetih krajev, ampak najbolj sveti za Gruzice izmed vseh pa je Mečketa in tale samostan Ivari. Pot bova nadaljevala po gruzijski vojaški cesti, ki še danes pelje v Rusijo, in šla bova v osrčje gora. Tule se bova peljala, zdaj še avtocesta, potem gre pa globje v Kavkaz. Vožnja po avtocesti gre. Ja, če temu rečemo, lahko res avtocesta. Taka je pa realnost, ko hodiš do razgleda. Mogoče se ne vidi, ampak če ne plačaš, oziroma če češ pobegniti iz parkinga za 1 evro, ti bojo gume preluknile. Zanimivosti vožnje, ki sva jo izkusila. Recimo, samo tle sva videla, da folk prehiteva rešilca z lučkami. Ja, da folk prehiteva stoječo kolono. Da je dvopasovnica, 3-pasovnica večino časa je kar normalna stvar. Moraš biti pripravljen na vse.
medva kamorkoli prideva, morava poskusiti to njihovo vodo. Sama bi bila menda zdravilna, če pa pustiš čez noč, stane take oranžne barve. Ok. Kakšna je? Ena slaba radenska postana, zredni. Kje smo zdaj in kam gremo jesti? Zdaj smo nekje na pol poti do Stepensminde v Passauriju, se mi zdi, da, in gremo v restoran Gouda. Ja, samo bistveno je, da je to rojstni kraj Kinkalijev. Tele imamo neko zadevo s šampinjoni, ki je vrhunska, ampak prava zvezda so pa Kinkaliji. Imamo te avtentične, pa še ene njihove posebne. Pa da vidimo. Zdaj, ko smo že malo izkušeni, malo je vroč. Vroč je. Ta poza, to je pa ta prava, ta gruzijska driverska poza. Zdaj smo se že malo furali. Smo pri spomeniku sovjetsko-gruzijskega prijateljstva, hkrati pa se nam odpira pogled na vse te čudovite gore. Čez prelaz Ivari in gorsko cesto sva prispela do Stepensminde in zdaj naj čaka kratek vzpon do ene najlepših cerkvic tole. Najbolj slavne cerkve v Gruziji. Ja, ko greš v Gruzijo, gotovo vidiš te fotke na naslovnicah vodičev. Ugotavljamo, da je pot precej podobna tem našim slovenskim hribom, s to razliko, da je tukaj več konjskih fig kot pri nas. Prijateljica, evo naj! V pol ure sva praktično prišla tule hitro na vrh do znane cerkvice Svete Trojice, simbola Gruzije. Do nje pa je leta 1988 v sovjetskih časih vodila žičnica. Ta pa je Gruzice tako motila, da so jo hitro uničili, takoj ker se je dalo, ker se jim je zdelo, da uničuje njihovo sveto mesto. Najboljše tukaj priti popoldne in občudovati družbo krav, konjev, pač čudovito, in pa seveda goro Kazbeki. Prebudila sva se pod mogočno goro Kazbek s temle pogledom, res je bilo čudovito, zdaj pa greva na najino pot proti Kutaisiju. Tlele sva pa spala. Danes pa vozi nekdo drug. Smo že krave na cesti, večkrat obvozila. Tako imaš občutek, da si v Indiji, ker so pač res svete in nihče jih ne dera.
Tole območje, manj kot kilometer stran od naju, je sicer Gruzija, ampak je strani Rusov okupirano območje, tako da je vsem turistom zelo močno odsvetovano oziroma prepovedano, da bi sploh šli v Južno Osetijo. Evo naju, sedaj sva prispela v mesto Gori, ki je znano predvsem po enemu človeku. Tu se je rodil Jozef Stalin in tu za nama je tudi muzej, ki ga bomo obiskala. Tole je hiša, v kateri je prva 4 leta svojega življenja preživel Stalin. Hiša je še zmeraj precej dobro ohranjena. Muzej, ki je za njo, pa se osredotoča predvsem na mlada leta Stalinovega življenja. Le zakaj? Ker ni maral potovati z letalom, pa se je ves čas prevažal v taki lokomotivi, ki je še danes tule ohranjena. Najprej pa bova šla pogledati v tunel, ki je pripeljal naravnost do reke. Malo pa je, ne? Evo nas po reki.